Vsake toliko se ženska v svojem življenju najde na eni taki življenjski poti, kjer se počuti ujeto. Pot, ki pravzaprav niti več ni pot, ampak postane kar en začaran krog in pogostokrat niti ne vemo, kako naj sploh pridemo ven iz tega. No, o tem se bova danes pogovarjali z Jasmino. Pozdravljena, Jasmina. Mene zanima, kako si lahko pomagamo, da ugotovimo, kaj so tisti res znaki tega, da veš, da si se nekje ujel v enem začaranem krogu. Da si se zaciklal, veš, kadar ti je prvič, to je 5 znakov. Vse se ti zdi že težko, vse tudi mogoče najmanjša zadeva, zdaj, ko smo že face zacikleni, se nam mogoče celo zdi težko vstati ali pa iti v trgovino, oziroma se nam zdi težko vsaka najmanjša zadeva, ki bi jo sicer lahkotno in brez težav vseh naredili. Druga zadeva je, da se ti dejansko ponavlja vzorec. To pomeni, da tudi če se preseliš, če zamenjaš službo, če zamenjaš partnerja, če zamenjaš vas, če zamenjaš stanovanje, kar iste zadeve se ti dogajajo, isti vzorci prihajajo. Imaš drugega šefa, ampak ta šef je spet tak. In potem že pridemo mi do tega, da ta vzorec postane kar en tak pečat v naši podzavesti in rečemo, vsi moški so taki pa taki, vsi šefi so taki pa taki, ker nam življenje skozi ene in iste zadeve da, zato da bi jih predelali, ampak se zami zacikljamo. Tretja zadeva je, da čutiš utrujenost in izčrpanost. Vedno čutimo utrujenost in izčrpanost, ker se ciklamo v enih krogih. To, tudi če se ne zavedamo, zelo močno psihično deluje na nas in deluje in vpliva na nas in dobesedno imunski sistem. Veja, ki to preučuje, psihoneuroimunologija, ki raziskuje in ugotavlja, da ljudje, ki so se zaciklali ali v enem odnosu, ali v eni službi, ali v enem svojem podzavestnem vzorcu, ali enem svojem vzorcu, ki mogoče sploh ni njihov, ampak je strani prednikov, imajo slabši imunski sistem. Zaradi tega, ker vpliva to na njihov nivo energije, se bolj pogosto zatekajo k kavicam, k različnim oblikam poživil. In to čisto vse je dejansko povezano. Četrti znak, ki kaže na to, da smo se zaciklali, je, da ne vidimo. Ne vidimo. Ne vemo, kako bi dejansko šli ven. Če bi pa naša prijateljica prišla do nas, pa nam povedala to, bi pa mi takoj vedeli, kaj bi ji svetovali. Ampak sami pa ne vidimo. Zato je super dobiti drug pogled, zato je super takrat, da vendarle greš nekomu po pomoč, da ga vendarle vprašaš za nasvet, če tega sam ne vidiš in potem, da ti pomaga, da vidiš samega sebe. Zdaj ravno tukaj se mečken zaciklamo, zato ker včasih predolgo čakamo, da bi kaj spremenili. In recimo zasledila sem podatek, da v Sloveniji nekje vsaj 38% ljudi je že na antidepresivih, ker pridejo do take stiske iz te zaciklanosti, da pol je to edina rešitev tisti trenutek za njih. Kako ti gledaš na to? Gledam na to na način, da je ta cifra visoka in zastrašujoča, ni pa osvežena. Po koroni bo to število šlo še mnogo bolj gor. Takrat so se ljudje sploh znašli v takih situacijah, kjer so mogli odreagirati. Vemo sami, kaj to naredili za odnose in za vse ostale zadeve. Tako da ja, tukaj je ta past. Ali to ignoriramo, pa čakamo toliko časa, dokler ne dobimo neko resno situacijo v življenju, ali je to, da ugotovimo, da se hoče naš partner ločiti od nas, ali ugotovimo, da smo izgubili službo, ali ugotovimo, da je prišla neka bolezen, ali vidimo, da smo finančno čist zajadrali, se pravi, ker smo toliko časa ignorirali. Lahko gremo pa v drugo skrajnost, da to skozi hočemo rešiti z neko duhovnostjo, z nekimi terapevti, z nekimi zdravilci, kjer pa v bistvu nam samo meglo prodajajo v tem smislu, da sami se ne opolnomočimo in sami ne naredimo tega, ampak samo vzamemo kot berglo. Tako da tukaj sta lahko dve skrajnosti, ena ali dejansko druga. Rešitev tista? Zdaj, ali pa rešitve? Rešitve. Jaz bi rekla definitivno rešitve. Prva rešitev, ki
bo spremenila celoten pogled, je, da se začnemo fizično premikati. Torej, naše misli in naše telo sta dva neločljiva dela, ki delujeta zelo povezano. In kadar mi začnemo premikati svoje telo, bomo premaknili marsikaj tudi v življenju. In najbolj fina zadeva tukaj bi bila hoja. Hoja je neverjetno zdravilna, bolj kot tek, bolj kot kjerkoli druga zadeva. Torej, začnemo hoditi. Lahko hodimo tudi v hrib. Hoja v hrib tudi čisti auro. In ta hoja bo zelo, zelo, zelo zdravilna, začeli bomo videti drugačne stvari. Pa dajmo začeti hoditi na place, kamor še nismo šli, torej kjer še dejansko nismo bili. In dajmo ne čakati nekoga drugega, dajmo iti sami. Ja, najrajš kar čakamo pol enkrat, ko bo kdo prišel. Tako, tako. Druga zadeva je, da gremo med ljudi, ki so izven našega kroga, v katerem smo se mi zaciklali na tak ali drugačen način. Torej, spoznavamo drugače misleče ljudi. To, da ti spoznaš nekoga, ki razmišlja drugače od tebe, je zelo dobro. Zaradi tega, ker ti da drugačen pogled, drugačno sledišče, drugačen zorni kot in to te odpira. Mi bi se mogli družiti z drugače mislečimi ljudmi zaradi tega, ker je to rast, ker je to dejansko razvoj. Tako da to je druga zadeva, ki jo dejansko lahko naredimo, da gremo na neko predavanje, dogodek, potovanje, na izlet, kamorkoli pa že. V Sloveniji je tako, da je že skoraj treba iti na kak dogodek, ker zelo malokrat se zgodi, pri Američanih je čisto drugače. Američani se takoj povežejo, imajo zelo površinske odnose sicer, ampak je hitreje. Pri nas je skoraj že malo čuden, da greš v trgovini, pa se na blagajni s kom začneš pogovarjati. V mestih sploh, ne. Si že dejansko čudak. Potem naslednja zadeva med rešitvam bi bila Shinrin-yoku. To je pa japonska zadeva, sliši se fancy, šmensi, ampak v bistvu je to gozdna terapija. Se pravi, sprehod po gozdu. Gozd ti bo dal ogromno. Tukaj lahko združimo to fizični premik in pa dejansko gozd in pa da si zapisujemo stvari. Jaz osebno vsem, ki so na poti osebnega razvoja in kdo pa v današnjem svetu ni, da delamo mesečne zapise, kje smo v življenju, kaj se nam dogaja, kako smo z gibanjem, kako smo s hrano, kako smo z vsemi temi zadevami, da se tukaj dejansko odpremo. Mesečni dnevnik rasti je lahko en navaden zvezek, lahko je takle vodnik, priročnik, dnevnik, kakor je dejansko tale, ampak važno je, da vsaj enkrat na mesec, da zapišemo te zadeve, se spremljamo, vidimo na kakšen način in to nam bo mnogo lažje. Je pa na celični ravni še treba poskrbeti zase in sicer včasih lahko imamo ogromno skrbi, ogromno vsega tega, ker nismo nahranjeni celično. In najpogosteje to pomeni izrazito pomanjkanje vitamina D, izrazito pomanjkanje B vitaminov in omega 3. Ta kombinacija omega 3, D vitamin in pa, kot smo torej rekli, B vitamini, ta kombinacija je človeka sposobna odpeljati stran od tega, da bo rabil antidepresive, stran od tega, da se bo. To sem doživela na lastno roko z nekom, ki je imel konkretne težave, bipolarna motnja je bila sicer zadej in na celični ravni lahko že ogromno naredimo. Pa še vsi ostali nivoji. Zanimivo. In ti si za pomoč v bistvu sama sebi potem pravzaprav ustvarila ta dnevnik mesečne rasti. A si torej ves čas odgovarjaš vsak mesec na približno ista vprašanja? Tako, ista vprašanja. Sicer pa recimo sama sem doživela verjetno eno najglobljo točko takrat, ko sem odkrila, da me partner vara. Šla sem delat, vrgova je ven iz hiše, nisem mogla priti noter, pa mi je vzel še psa, ki sem ga imela odprej in izgubila sem praktično vse. Moje imetje je bilo avto, ki sem ga imela, obleke, ki sem imela na sebi, mobitel, ki sem ga imela zraven in to je to. Do nobenih od teh stvari nikoli potem nisem več prišla. In takrat mi je bilo res hudo. Takrat sem začela
pisati stvari, hoditi v gozd. 2-krat na dan sem šla prvih 14 dni po tem dogodku na Šmarno goro. To je noro, kako zdravilno je to pomagalo, kako zdravilno je to delovalo. Tako da tudi sama sem šla čez različne izkušnje, ki nam jih življenje ponudi, in ne govorim te stvari zato, ker sem jih prebrala v eni knjigici, ampak zaradi tega, ker sem jih preizkusila na lastni koži in vem, da delujejo in nič ne stanejo. Vse, kar je, odločiti se je treba. Hvala, Jasmina. In seveda, dragi gledalci, vsi, ki si želimo nekaj delati na sebi, ki predvsem tudi želimo konkretno v vsakdanjem življenju spremljati svoj napredek, je dnevnik mesečne rasti idealna stvar za nas. Definitivno je pa tudi ena taka zelo lepa prilika za podariti komu eno tako res lepo luštno darilce. V knjigarnah žal ni na voljo, je pa na voljo na naši spletni strani klepetobkavi.si. Lahko se pa obrnete tudi direktno na našo telefonsko linijo 02 6200 230 in z veseljem vam bomo pomagali.